Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovana paraolimpica in seveda celotna ekipa in vsi, ki danes slavimo ta dan, dobrodošli tukaj v naši srednji dvorani Kolpore, na katerega smo na Jesenicah zelo ponosni. Od tukaj je šel v svet ta jeklena volja tudi z našimi paraolimpici, za katere se seveda iskreno zahvaljujemo. In kot je povedala že županja, kako ponosni smo na Jesenicah. Ponosni smo tako, da bomo v jesenskem času na Jesenicah tudi že gradimo, je že v gradnji tudi park olimpijcev, tako da, spoštovani Jernej, dosegla te bo čast oziroma boš počaščen s tem, da boš na krogu olimpijskih krogov, ki bodo osrednji del tega parka olimpijcev, lahko, bom rekel, in prilepil tudi svoje ime s svojimi dosežki in tako vidim tudi Alenka, te bo spremljala ta dan, tako da prisrčno povabljeni ta dogodek, velik dogodek za Jesenice, za širšo okolico in tudi za ta dan. Tako da iskrene čestitke in tako naprej. Lepo vas pozdravljam v imenu Zveze za šport in video Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja. Seveda v začetku bi rad čestitil tako Tabeju kot Jerneju za odličen športni rezultat. Pozdravljam županjo, župana in vse ostale goste. Rad bi se pa seveda zahvalil vsem, ki so bili del te zgodbe, obema trenerjama, ki sta skozi ves čas bdela in skrbela za to, da sta naša športnika dosegla te rezultate. Ne smemo pozabiti fizioterapeute, vodje odprave, Gala kot pomočnika, zdravnika. Vsi ti so zelo pomembni za skupen uspeh športnika. So dnevi, ki so težki, ki se ljudje ne izpostavljajo, niso v prvih vrstih, ampak so zelo pomembni za končne rezultate teh športnikov. Vsem tistim hvala, ki se jih v prvi vrsti ne vidi in pomagajo, ne samo pri zimskih športih, ampak tudi pri drugih športih, tako da v bistvu so zelo pomembni, tako kot so pomembni prostovoljci bili v Kortini. Jaz sem prepričan, da s tem rezultati bodo nagovorili tudi druge parašportnike, da se bojo vključili v zimske športe. Mi v tem delu imamo kar nekaj prostora, tako da take ambasadorje in take rezultate rabimo za to, da v bistvu naše ekipe in naš šport razvijamo in ga peljamo v narodnem okolju na najvišja, v bistvu tista mesta, ki si jih v bistvu naši športniki želijo in odsanjajo tiste sanje, ki jih sanjajo, ko jih še ne dosegajo. Hvala lepa.
Hvala lepa. Ne vem, da ne boš zameril, dame imajo prednost. Ja, v bistvu nimam besed, mislim, nekako še prekaja vse za mano, tako da nekako še predelujem vse skupaj. Kaj je bilo težje, tekmovati na progi ali morda včeraj nositi slovensko zastavo? V bistvu tam. Kaj pa Klebov klanec? Ja, ga treba še natrenirati. Nasplošno smo ponosni na tvoje rezultate oziroma tvoja rezultata oba. Jaz osebno še posebej na tistega na 10 kilometrov, s katerim pa se ti bolj zadovoljna? Ja, v bistvu z obema enako. Ja, bravo. Mogoče prva tekma, šprint, nekaj malega je zmanjkalo tudi za izločilne boje. Koliko dejansko se tebi zdi, da je na progi zmanjkalo, da bi se vrstila med najboljših 12? Ja, meni osebno se mi ni zdel neki ful, da sem zgubila. Mogoče na Klebovem klancu ali tudi kje drugje? Je po mojem največ tam, pa na spustu. Se pravi, si želiš, da bi bila še kakšna tekma na tej progi, sedaj si klanec že malce naštudirala in bi lahko prišla še malce više. Pa ne, da ta dva rezultata nista dobra, vrhunska v vsakem primeru. Ja, mislim, treningov tam ne bi škodila, tako da... Ok, še Helenaju. Še enkrat aplauz za tebojo. Prva slovenska paralimpika na zimskih igrah. Jerne, tebi pa gre čestitke predvsem za tvoj nastop v veleslalomu, ampak najprej Super G, hitre discipline. Prvič na velikih tekmovanjih tudi v teh disciplinah. Kako je bilo na Super G-ju? Ja, moram priznati, da me je na štartu kar malo stiskal. Ampak rabo sem to tekmo, da sem se lahko sprostil za veleslalom, tako da tudi tisto 18. mesto ni slabo, ampak šel sem pa s ciljem za dober rezultat za veleslalom. Jene, to ti je več kot uspelo. Se strinjate? Ja, potem pa tista disciplina, s katero imaš že od prej olimpijske izkušnje. Dejal si, želiš se izboljšati 12. mesto iz prejšnjih iger v Pekingu. Uspelo ti je, si ponosen na to? Seveda, da sem. Nekako je bila tiha želja deseterica. To sem dosegel, tako da to je to. Sam si dejal po tekmi, da si bil bolj zadovoljen s prvim tekom kot drugim. Lahko to vse skupaj še enkrat malce razložiš? Ja, očitno sem se bolj počutil v tisti mehkejši prvi vožnji, kakor pa v drugi. Sicer pogoji v drugi so bili tudi vrhunski. Mogoče nisem pričakoval, da bo tako dobro, kot je bilo, ampak na koncu koncev vse lepo izpada. Bravo, Jerne, še enkrat čestitke. Jerne, v Pekingu si bil sam, edini slovenski paralimpijec. Sedaj si imel družbo, še celo zelo prijetno družbo. Ti je bilo zaradi tega kaj lažje? Ja, sigurno mi je bilo, sploh zato, ker je imela ta boja prej tekme, pa sem pač vedel, da je že ona v bistvu dobila rezultate, ki smo si jih, mislim, da vsi skupaj želeli. Pol je bila ona boljša kot jaz, 12, bila 11, sem se rekel, zdaj mora biti jaz vsaj med 10. Bravo, Tagoja. Kot smo že omenili, kot vsi vemo, prvič na olimpijskih igrah, koliko lažje ti je bilo mogoče s poznanjem, da je zraven Jerne, ki ima že to vrstne izkušnje? Ja, mislim, da mi je bilo lažje, ker pač vem, da za vsak nasvet ga lahko vprašam, tako da ja. Bila sta oba tudi na otvoritveni slovesnosti in včeraj na zaključku olimpijskih iger. Česa se boste od tega dvojega najbolj spominjala? Jaz se bom in otvoritvene in zaključne oboje enako. Jane, pa ti? Jaz na otvoritve nisem bil, tako da se lahko dobro zapomnim samo zaključka. Ok, kolego, še nekaj seveda ne smemo pozabiti vsi skupaj. Ne samo, Jerne, da nisi bil sam, da si imel še kolegico v reprezentanci na teh igrah. Za razliko od Pekinga si imel tudi bučno podporo v celni areni. Sedaj imaš priložnost, da se vsem tukaj zahvališ. Ja, se tako, kot sem vam že vsem v Cortini povedal, te igre so bile nekaj posebenega. Hvala čisto vsakmu posebej, ki je prišel v Cortino.
Upam, da vas bo v Franciji še več. Tabeja, tudi tebi dam priložnost, da se zahvališ navijačem, ki so te tako bučno spremljali na samem prizorišču. Ja, res je, v bistvu pol vas, ki je prišlo na tribune, pač niso pričakovala. Pa sploh pač, ja, pol na šprintu pač, ki se je fajn slišal, ko ste navijali, res pač enkrat na čutek, tako da hvala vam še enkrat. Samo še na hitro za oba paraolimpijske igre so končane. Je končana tudi sezona za enega in drugega, najprej Tabeja. Ja, v bistvu sezona se vzela končala konc marca. Kakšna tekma še čaka? Ne. Ne, kaj pa Jernej, ti? Imaš še kakšno tekmo? Ne, jaz tudi mislim, da sem kar zaključil s to sezono. Potem pa se bomo posvetili oziroma na hitro samo naslednja sezona, osnovni cilji. Kaj pa jaz vem, nisem sploh iskreno še razmišljal o tem, tako da pustimo čas, ampak sigurno biti boljši kot pa letos. Se pa spogleduješ tudi že s Savojskimi Alpami, je tako? Tudi. Ok, super. Tabeja, ti, naslednja sezona 2026-2027. Ja, v bistvu nekako še pač malo bolj trenirati orang, pa se bo nekaj pokazal. Kaj pa konec zime v Franciji leta 2030? Tudi že malo gledam tja, ampak je še predaleč, da bi lahko karkoli govoril. Spoštovani, Tabeja Dovžan in Jernej Slivnik. Ponos Slovenije in Zgornje Savske doline. Je lepo imeti paraolimpijca v sredi, v sami občini. Tako je, mi smo zelo veseli, tudi današnji sprejem potrjuje, kako smo veseli za Jerneja, za njegove dosežke, ga spremljamo in kot lokalna skupnost smo se mu danes poklonili, se mu zahvalili za njegov pogum, za njegovo jekleno voljo in vse dosežke, ki jih je dosegel na paraolimpijskih igrah. V tem kontekstu tudi gradimo park olimpijcev, to je novost občine Jesenice in Jerneja sem tudi danes povabil, da se udeleži otvoritve, na kateri bo sam seveda uklesal svoje ime v to konstelacijo olimpijskega parka. Hvala. Tudi v Kranjski Gori smo počaščeni, da je bila prva Slovenka paraolimpika, naša domačinka Tadeja Dovžan. Res je, ja. Tabeja Dovžan je res prva udeleženka paraolimpijskih iger v ženski reprezentanci in seveda smo ponosni na njo, na njene rezultate in seveda tudi na njenega kolega, sotekmovalca Jerneja Slivnika. Danes je bil res lep dogodek tukaj, sprejem obeh paraolimpijcev na Jesenicah in ponosna lahko rečem samo, da sem na oba dva, ker je Tabeja je občanka, naša članica Nordijskega društva Rateče Planica, Jernej Slivnik pa je član Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, seveda občan Jesenic. Kakšni so danes občutki sprejeti dva paraolimpijca v svoji sredi? Ja, zelo me to veseli, še posebej, ker oba zelo dobro poznam. Saj pravim, Jerneja sem spremljala na mojstranškem smučišču že od malih nog, kjer sem imela sama smučarsko šolo, tako da sem mu velikrat svetovala s kakšnim nasvetom, ker sem mu jih lahko dala. Seveda je to neka specifika, je malo drugačno, ampak vseeno sem mu bila v kakšno oporo, kadar jo je potreboval. Tabeja pa prav tako sem zelo ponosna, da je z naših koncev, da v bistvu sta vrgla rokavico, bom rekla, tudi vsem nam tukaj na Gorenjskem. Saj imamo zdaj v bistvu edina še olimpijca z naših koncev, tako da upam, da bo na naslednjih olimpijcev, teh paraolimpijcev in olimpijcev še več. Sama veš, koliko trdne volje, energije in poguma je potrebno, da dosežeš kakšen rezultat. Ja, seveda, sploh pa bom rekla še v paraolimpijskih je še toliko, se mi zdi težji, še toliko težji izziv, ker smo jo vsi določene poškodbe, bom rekla, in se mi zdi, da te paraolimpijske igre še nekako vsi mi bolj spremljamo z nekim navdihom in so nam nek vzgled za življenje.
Kakšni so vaši vtisi na obvrnitvi dveh paraolimpijcev, prve Slovenke, tako rekoč Tadeje Dovžan in Jerneja Slivnika, ki pa so to njegove že tretje paraolimpijske igre? Ja, mi smo veseli in ponosni, predvsem nas veseli, da krepimo ta zimski del paraolimpizma. Seveda bi si želeli, da bi to številčnost povečali, pa vendarle je čas, da v bistvu poskušamo tudi na tem zimskem delu narediti nekaj več. Dejstvo je, da v preteklosti smo imeli tudi ekipo curlinga, ki je nekako, bi rekel, prekinila ali pa nekako ni na tem nivoju, da bi se lahko skozi kvalifikacije uvrstila na paraolimpijske igre, pa kljub vsemu se trudimo tudi z zimskimi kempi, v katerih predstavljamo parašporte, ki so primerni za zimsko časovno obdobje. Jaz sem prepričan, da s tako zgodbo, ki jo prinašata Tadeja in Jernej, nagovarjamo mlade parašportnike, da se bodo tudi oni nekako poistovetili s temi rezultati in nekako se vključili v naše sisteme športa. Torej, zadovoljni z rezultati, ki ste jih dosegla oba. 10. mesto, 17. mesto, to je odličen rezultat. Mi vedno ali nikoli ne komentiramo rezultate, mi se trudimo, da so pogoji za te rezultate čim boljši. Ni samo dejstvo, da je v bistvu zveza nekako doprinese k temu rezultatu, ampak je dejstvo k temu, da trener, športnik in strokovna ekipa so del, bi rekel, teh zgodb, ki so ustvarjajo, bi rekel, rezultate in mi v ta del ne posegamo. Mi poskušamo zagotoviti, kar se da, dobre pogoje. Z vami sta odpotovala dva paraolimpijca, prva Tadeja Dovžan, prva paraolimpika in pa Jernej Slivnik, ki pa niso bile prve, ampak že tretje paraolimpijske igre. Kakšni so vaši vtisi? No, vtisi so izredno lepi. Najprej seveda zahvala za tale prijeten sprejem strani Jesenic in pa Kranjske Gore, tukaj na Jesenicah. Zdaj, kar se tiče nastopov, moram najprej povedati to, kar ste sicer vi že v uvodu povedali, da smo zelo ponosni, da smo na teh paraolimpijskih igrah prišli z tekmovalko in tekmovalce, se pravi, da sta bila dva nastopajoča, da je prva Slovenka nastopila v para smučanju oziroma para teku na smučeh, v novi disciplini, ki jo prej nismo pač imeli na paraolimpijskih igrah. Kar se tiče pa rezultatov, pa moram reči, da je tako šprint in pa 10-kilometrska razdalja Tadeja pokazala vse svoje sposobnosti in kaj zmore, tako da jaz sem s tem zelo zadovoljen. Kar se tiče pa alpskega smučanja, pa seveda Jernej ni presenetil. Jernej je izkušen smučar in glede na to, da je imel poškodbo oziroma da je bil zdravstveno odsoten, zdravstvene težave, se mi zdi to uvrstitev med prvih 10 na svetu odličen rezultat, predvsem pa dobra spodbuda za naslednje paraolimpijske igre v Franciji. To, da se je prvič poizkusil tudi v hitrih disciplinah, Super G-ju, kjer je dosegel soliden rezultat, kaže na to, da mogoče bomo začeli trenirati malo bolj intenzivno tudi to disciplino, ampak seveda ta veleslalom je pa pokazal, da sodi v sam vrh in v Franciji z še bolj intenzivnim delom lahko pač poseže tudi po najvišjih mestih. Kakšna je bila organizacija na samem prizorišču? No, moram reči, da smo zelo zadovoljni, organizatorjem je treba čestitati, kot pač ekipa, ki smo se dobro počutili. Je bilo malo logističnih problemov, glede na to, da je predaca 2 uri pa pol vožnje in smo imeli Tadejo tam in smo poskušali z zdravnikom, fizioterapeutom zagotoviti enake pogoje obema atletoma. Ampak to je bilo na nas, to smo mi imeli problem se voziti sem pa kaj, ampak drugače pa sama namestitev, priprava tekmovališč, skrb za atlete je bila na vrhuncu, tako da moram reči, da sem zelo hvaležen italijanskim kolegom, da so to speljali na najbolj profesionalni nivoju. Čestitke vsem trem.
najlepša hvala tudi vam in seveda najlepša hvala medijem. Moram reči, da to rad poudarjam, da ta medijska podpora, ki jo imamo z vaše strani, zelo veliko pomeni ne samo športnikom in pa ekipi, ki se ukvarja z njim, ampak nam na nek način omogoča, da se čim več mladih športnikov, invalidov, tudi za voljo tega, ker vi promovirate ta šport in te športnike obračajo na nas in zato upamo, da bo seveda na naslednjih paraolimpijskih igrah še kakšen atlet več, kot je bil pa letos. Vrnitev iz paraolimpijskih iger v Cortini, v Predacu, kakšni so tvoji vtisi? Jaz moram reči, da sem se imel zelo lepo. Super ekipa smo bili, s tabo sva se dobro razumela, tabo je super tekmovala, jaz sem tudi mislim, da zelo solidno tekmoval, tako da moram reči, da so bile zelo lepe igre. Kakšne so bile pa priprave? Priprave so bile intenzivne, tako kar morajo biti. Mislim, da smo se dobro pripravili. Ti si nastopil na veleslalomu, zasegel si 10. mesto, to je bila tudi tvoja želja, če sem prav razumela? Zasegel sem 9. mesto, želel sem si 10-terico, tako da pač izpolnil sem svoj cilj, tako da to je to. To so bile že tvoje 3. paraolimpijske igre. Se kaj razlikujejo ene od drugih? Ja, precej. Mogoče tiste prve dve se niti niso toliko razlikovale, ker so bile ene v Južni Koreji, ene pa na Kitajskem. Te zdaj v Italiji so bile pa res, lahko rečem, da skoraj domače. Ogromno navijačev je prišlo, vzdušje je bilo ta pravo, tako da so bile to najlepše igre do zdaj. Tudi precej domačinov je prišlo v samo Cortino navijati v Predaco. Res je, prišlo jih je ogromno več, kot sem pričakoval, tako da sem vsakmu posebej zelo hvaležen, da je bil tam. Res nepozabni občutki pride do cilj, pa videti toliko slovenskih zastav. Si se vzel tudi čas, da si malo poklepetal z njimi? Sem po tekmi sem si mislim, da vzel kar nekaj časa oziroma to, kar mi je bilo dovoljeno, tako da smo se že tam nekaj podružili, pa verjamem, da se bomo zdaj doma. So se sanje uresničili za udeležbo na paraolimpijske igre? Ja, so se. Kako bi strnila vtise, kako je bilo? Zanimivo, pestro. Moram reči, da kar v redu, no, tudi mislim, malo mi je škoda, ker pač ni bila cela ekipa na Kubu, pač ni bila cela ekipa v eni vasi, smo bili pač ločeni, ampak dobro. Poleg tega ocena iger 10 od 10, mislim, glede na pač moje prve igre. Na progi sem dala vse od sebe in ja. Odlično mesto je bilo 17. če se prav spomnim. Tako je. In koliko vas je bilo? Koliko vas je štartalo? Iz kolikih držav? Ja, na šprintu nas je štartalo 12, temu da je pola na Nemka odstopila, mislim, ni dokončala. Na šprintu nas je ova 17. Vse skupaj pa je nastopilo 55 držav. Tako je. Sam pač eni so še šparali za tudi biatlon in pa pač še za kakšnejše preizkušnje. Vidva s Jernejem Slivnikom ste se včeraj zvečer udeležila tudi zaključka v Cortini d'Ampezzo. Tako je. Moram reči, da bo kar fajno. Fletno za videti. Kakšni spomini ostajajo? Fajni. Še kaj več? To je to. Je bilo kaj časa za ogled Cortine d'Ampezzo? Ja, v bistvu jaz sem ostala v vasi, ostala delegacija in pa šla malo okoli. Iskrene čestitke in pa uspešno pot naprej. Hvala.